Osrednja misel je, da smo morda vsi, od zdravnikov do IT-jevcev, nekakšni sodobni uradniki. Ja, uradniki, ki sledijo nekemu nevidnemu algoritmu. Imamo izpiske iz knjige Navodila za uradnike, ki to tematiko secira. In ta osrednji pojem, sistem ali včasih algoritem, kaj ne? Točno. Ampak pomembno je poudariti, da ne gre za neko zaroto ali skrito združbo. Bolj gre za logiko delovanja. Logiko? Kako to misliš? No, logiko, ki se kaže v protokolih, v navodilih z vrha, v digitalizaciji vsega. In ta logika potem oblikuje naše delo, pogosto, ne da bi se tega sploh zavedali. Danes bi torej rada raziskala, kako se zgodi, da se posamezniki v tako različnih poklicih ujamejo v njen. In kaj naj bi pomenil tisti poziv k notranjemu prebujenju? To ni upor, ampak nekaj drugega. Praviš, da ni center moči. Gre bolj za način razmišljanja, ki potem postane struktura. Omenja sicer piramidno strukturo, ja. Kakšno piramido? No, nekako tako. Nejasni arhitekti čisto na vrhu, potem pa zelo široka plast uradnikov in na dnu smo uporabniki. Ampak bistvo sistema je ta logika v ozadju, ki prežema vse skupaj. Zanimiva je ta srednja plast, ti uradniki. Definicija je presenetljivo široka, moram reči. Res je. Skoraj se zdi, da smo po tej logiki potem vsi na nek način uradniki, ko samo sledimo ustaljeni rutini. Po tej logiki, v bistvu ja. Uradnik je kdorkoli, ki izvaja navodila ali sledi protokolu, ne da bi se kaj dosti spraševal v kontekstu, v smislu, pač dela. Ne glede na naziv delovnega mesta ali sektor. Točno, cel kup primerov. Policist kot orodje za disciplino, zdravnik, ki vnaša podatke in sledi digitalnemu receptu. Tudi zdravniki. Ja. Pa učitelj, ki optimizira za izhodne kompetence, socialni delovec kot nekakšen obraz sistema. Bankiri verjetno tudi. Seveda, bankiri kot izvajalci ekonomskega nadzora, novinari kot moderatorji zavesti, celo IT strokovnjaki, ki gradijo te digitalne vstopne točke. Ta opis vlog. Res da misliti. In zdi se, da je ključna tista miselnost, ki jo navajajo viri. Jaz samo sledim navodilom. Ali pa delam pač po protokolu. To je tisto. To te postavi v vlogo izvajalca, ne glede na to, kako pomemben ali cenjen je tvoj poklic sicer. Ampak zakaj pride do tega? Ne gre za zlobo. Ne gre za zlobo. Gre za nekaj precej bolj človeškega. Za udobje. Udobje? Ja, tista misel, meni je čisto v redu, ali pa vse tako pač je. In to udobje potem vodi v neko miselno lenobo mogoče, v neprevzemanje odgovornosti in to utre pot avtomatizmu. Postanimo, kako že piše, zobniki v stroju. Točno. In kar je morda najbolj zaskrbljujoče, je, da teh rešetek sistema, kot jih imenuje vir, pogosto sploh ne opazimo, ker vse teče gladko, na videz. Ja, vse deluje, ampak viri se ne ustavijo samo pri tej diagnozi, kar je dobro. Ponujajo tudi rešitev, ki pa je precej nenavadna, bi rekel. Ni ravno poziv k revoluciji. Daleč od tega. Govori o vstajanju posameznika. Sliši se morda dramatično, ampak gre za majhna zavestna dejanja. Kakšna dejanja? Tista, ki prekinjajo ta avtomatizem, ki vrnejo malo človečnosti v postopke, ki so postali morda preveč formalni, preveč neosebni. In predlogi so presenetljivo konkretni. Naprimer, se osredotočiš na človeka pred sabo, ne samo na številko, zahtevek. Postaviti iskreno vprašanje namesto sledenja nekemu scenariju. Točno. Ali pa celo 48-urni digitalni post, odklop od zaslonov. Ali pa vodenje, da opaziš svoje avtomatske reakcije. Res majhne stvari. Majhne, ampak očitno z učinkom. Ker odzivi bralcev, ki so jih avtorji vključili v te vire, so res zgovorni. Kaj pravijo? Mnogi opisujejo nekakšen šok, ko so v opisu prepoznali sebe. Tisti stavek, jaz sem sistem, to je očitno kar močno spoznanje. Verjamem. To verjetno prinese neko nelagodje. Nelagodje, ja, ampak hkrati tudi upanje. Motivacijo za te mikrospremembe. Eden od bralcev celo pravi, da skuša postati anomalija v sistemu.
Anomalija. Ja, kot majhna napaka v programu, ampak ta napaka je v resnici korak k bolj pravilnemu, bolj človeškemu delovanju. Lepa misel, se mi zdi. Zanimivo. Tudi priložena kritika knjige ponuja podobno perspektivo, kaj ne? Ja, kritika knjigo opiše kot nekakšno analogno lekarno proti tej digitalni otopelosti in avtomatizmu. Analogna lekarna. Dobra prispodoba. In poudarja tisto ključno misel, da problem ni nujno nekje zgoraj, v nekem centru, ampak v načinu izvajanja, v tistem slepem sledenju protokolu, brez razmišljaka. Junak te zgodbe ni nekdo, ki ruši sistem, ampak tisti uradnik, ki se odloči narediti majhen korak drugače. Torej, če potegnemo črto, kaj je glavno sporočilo teh virov? Zdi se, da težave, ki jih vidimo kot sistemske, zelo pogosto izvirajo iz našega lastnega iskanja udobja pa avtomatiziranega vedenja. Drži. Ampak hkrati, in to je pomembno, imajo prav ta majhna zavestna dejanja posameznikov moč, da sprožijo spremembo. Od znotraj navzven. Vir pravzaprav namiguje, čeprav razumem, da sistem ne propade z nekim velikim pokom. Ne. Ampak preprosto izgine, ko igralci, tisti uradniki v sredini, prenehajo slepo slediti scenariju. Ko začnejo delovati bolj zavestno, bolj človeško. In to nas pripelje do misli za konec. Viri nakazujejo, da lahko že najmanjši zavestni odmik od rutine v našem vsakdanjem delu ali življenju naredi razliko. Kakšen bi lahko bil tak majhen, zavesten korak v okolju vsakega izmed nas? In kakšen nepričakovan učinek bi morda lahko imel?